Na Ljubljanskem gradu v galeriji S se predstavlja z svojimi slikarskimi deli akademski kipar Bojan Bensa. Razstava je posvečena pravzaprav zgodbi, žarjenju zgodbe, bi lahko rekli. Avtor je iz svojega obsežnega opusa, ki nastaja v zadnjih 45 letih, izbral slike in jih razporedil pravzaprav v posamezne zgodbe. Vsaka slika je neka enotna, samostojna pripoved, a hkrati se povezuje z naslednjo sliko. Zato je tudi izbor dokaj premišljen in seveda zelo selektiven. Gre za eno največjih mojih razstav v Ljubljani. Sem namreč rojen Ljubljančan in že dolgo vrsto let sem si želel, da bi naredil eno tako blic razstavo, ki zajema moje slikarstvo od začetka resnega ukvarjanja s slikarstvom pa do leta 2020. Tako da prve slike so iz leta 1983, zadnje slike, ki so za menoj, so iz leta 2020. Skratka, odločil sem se, da na tej retrospektivi, kratki oziroma sežeti retrospektivi, predstavim predvsem moj figuralni svet. Ukvarjal sem se tudi s kakšnimi drugimi stvarmi, kot je recimo krajina, predvsem in pa, ki je tudi tukaj navzoča, podlaga figuraliki in pa sama abstrakcija, vendar stvari stojijo tako, kot stojijo. Namreč pomembna zadeva pri tej razstavi je bilo tudi to, da sem izbral naslov, kakršen je. To pomeni, da pomembne zgodbe močno žarijo, kar pomeni, če malce to obrazložim, namreč zgodb nosimo v sebi, v svoji duši ali v svojih mislih vsi zelo veliko, ustvarjalci še toliko več, vendar je pa potrebno narediti neko selekcijo. Tiste zgodbe, ki se te dotaknejo, ki so povezane s teboj osebno, ki so pomembne, se potem lahko prelijejo tudi v medij, v mojem slučaju v slikarstvo. Prve zgodbe iz leta 1983 se razlikujejo po samem sistemu gradnje od tega slikarstva, ki sem ga razvil predvsem po letu 2000 naprej. Ravno v tem, da sem v prvih teh slikah, ki jih boste lahko tudi videli, prva ena taka velika slika je Komisarji za pojo iz leta 1983. V tem slikarstvu je zelo pomembno, in to mene zelo zanima, je črtovje ali zarisi, orisi samih figur. In ta zadeva je še nek preplet z samo prakso, ki sem jo jaz v veliki meri osvajal, namreč to, da preferiram risbo. Risba mi je izjemno pomembna, v teh prvih slikah se tudi točno to vidi. Potem pa ta risba ali črtovje postane zgolj konstrukcija, ki jo predeva predvsem barvna ploskava. To se začne dogajati po letu 2000. Če pogledamo nekaj značilnosti njegovega slikarstva, je gotovo to, da je Bensa mojster figure, torej figuralnik. Slikar, ki v ospredje svojega likovnega delovanja dejansko postavlja figuro ne samo ljudi, ampak tudi živali. Seveda ta figura je prilagojena sodobnim modernističnim pogledom na sliko. Ni več anatomsko natančna, ampak je posebna ali njemu lastna kombinacija prepoznavnosti figure in nakazanosti figure, pri čemer išče to, kar je tudi ena od značilnosti njegovega slikarstva, nekaj umestnega med realnostjo in nerealnostjo, nekaj umestnega med tistim, kar čutiš in vidiš, in tistega, kar se težko zazna oziroma ujame v likovno zgodbo, likovno podobo, v samo barvo. In barve v njegovem slikarstvu so gotovo tiste, ki žarijo, ki so izrazite in zelo pomembne v opusu. Namreč je slikar, ki se barve ne boji. Za razliko od mnogih slovenskih slikarjev, ki so do barve zelo pazljivi, je Bensa v teh barvah divji, energičen, poln energije, ki dejansko žari v tem galerijskem prostoru. Prevladujejo sicer komplementarne barve, ki pa jih avtor zelo precizno, nežno, z mehkimi niansiranji preliva in gradi barvno plastenje, barvno zgodbo in seveda likovno podobo. Barva se zmeraj bolj osvobaja v mojih ciklusih,
namreč postaja dokaj čista. Skratka, barvnih nijans ni toliko, pač pa so barve te osnovne, s katerimi gradim jaz neko jasno in precizno zgodbo. Par stvari bi povedal še o barvah, namreč barve so nekaj, s čimer se mi lahko v največji meri dotaknemo samih čustev, same emocije. Tako da s temi barvami, to je neka zadeva, ki jo jaz že vnaprej opredelim, ker predvidevam, v katero smer bo v slikarstvu stvar dobesedno iztekla. Se pravi, barva mi je in mi omogoča, ravno ta čista intenzivna barva mi omogoča ravno to dograditev slike do konca. Skratka, v mojem slikarstvu je v zadnjih recimo 20-30 letih to izjemno pomemben avtonomni dražljaj, ki ga seveda stalno uporabljam. Kakšni so plani, torej prostorsko organiziranje njegovih slik? Gotovo ni neke globinske perspektive, pač pa se skoraj vse dogaja v prvem planu, nenadoma se pojavi, bi lahko rekli, na sliki v platnu pred nami in potem nastaja neka pripoved, neka zgodba. Ta zgodba je tudi blizu fantastiki, blizu domišljiji, včasih je nekje na meji med nadrealnim, kot sem že omenil, oziroma na meji neke magičnosti, ki pa je nekako pazljivo in zelo urejeno kontrolirana. Namreč avtor pravzaprav že na začetku ve, kakšen bo konec likovne zgodbe in ko sliko nekako zaključi, dejansko zaključi tudi tisti nivo določene dramatičnosti, določenega čustvenega stanja, ki ga hoče poudariti, torej določene energije, ki jo zelo pazljivo umešča v barvno plastenje in potem izriše zgodbo. In ravno zgodbe so to, ki tudi ponazarja ta razstava in ki omogoča vsem gledalcem, da si jo izoblikujejo na svoj lasten oseben način. Te zgodbe se prepletajo. Tako kot sem že prej omenil, so te zgodbe takšne vrste, da so povezane z mojim izkustvom, tako da če vsaj ene par naštejem, recimo ena takšna zadeva je preokupacija z azijskim svetom, ki me fascinira že od leta od zgodnjih 70-ih let, ko sem se začel ukvarjati z borilnimi veščinami. Imel sem enega zelo zanimivega japonskega coacha, senseja, kot se temu reče, ki me je preko teh borilnih veščin pač zaintrigiral tudi za svet kulture. Te stvari se dokaj prepletajo, tako da tukaj je potem v mojem slikarstvu prišlo tudi do tega, da so se zadeve začele kot zgodbe pojavljati v mojem slikarstvu. Tako da ene par reči na teh platnih boste videli, so povezane z temi stvarmi, recimo borilci, pa potem vse stvari, ki so povezane z jaidojem. To je praksa, ki jo zdaj še vedno prakticiram. To je umetnost meča, japonskega meča. Ostale stvari, ki so povezane, če gledamo naprej po ciklusih, so povezane ali samo s figuro, ki je glavni nosilec zgodbe in govori pač o mojih osebnih izkustvah povezanih ali prežetih z nezavednim, z sanjskim svetom. Ta zadeva, ki izpodmika realni svet, je meni zelo blizu, pa do enega zelo pomembnega elementa v mojih zgodbah, to so pa živali. Tukaj nastopajo predvsem živali, to so divje mačke ali pa psi. To so tudi neke reči, ki me fascinirajo, po drugi strani so pa to reči, ki so povezane kot same prispodobe z nekimi drugimi elementi. Namreč vse te živali slikam na način, da jih poskušam oddaljiti od same realnosti. To predvsem počenjam z barvo, kot boste videli nekje, recimo velikokrat enega psa, ki je v barvi, ki ne obstaja v realnem svetu. S tem hočem jaz poudariti ta odmik od realnosti, s tem pa, ko barva sama zafunkcionira zelo avtonomno, ta žival postane drugačna. To je zelo pomembno. Skratka, potencial te živali se lahko spreminja, s tem jaz lahko manipuliram z barvo, lahko manipuliram, jo vtaknem v ta svet, v katerem hočem
da v sami sliki zaživi. Potem en drug ciklus, ki je tukaj zanimiv, je tudi sama zgolj figuralika. Za menoj imamo dve sliki strelcev, to so najnovejše slike. Tukaj me zanima figura, ki jo spravim isto v nek položaj z dodatki. Recimo imamo feminiran in moški del, ki se razlikujeta, vendar sta te figure v neki tenziji. Tenzija je povezana z nekim orožjem, ki pa tudi prispodoba za to, kaj nekdo počne s tem orožjem, pa kaj to pomeni. Zlitje vsega tega ozadja in pa tenzije neke figure, ki nekaj počne, je tudi ena preokupacija, s katero se zdaj v najnovejšem času ukvarjam. To so te zgodbe, ki so na meji med realnostjo in pa samim nezavednim ali pa sanjami, če hočete. Jaz sem se veliko ukvarjal tudi s tem, da sem proučeval sisteme sanj. Skratka, ravno ta črta med realnostjo in pa sanjami je nekaj, kar je v mojih slikah zelo navzoča. Čeprav so nekatere slike izgledajo skoraj da realne, ampak oni to niso. Recimo ena zgodba obstaja meditacija, ko imamo enega samuraja, poleg njega je nek lev, zadevo sem spravil v skoraj da realno stanje krajine, vendar pa lev je naslikan v modri barvi, kar pomeni, da tak lev ne obstaja, kar pomeni, da je lahko to samo zgolj projekcija, in tukaj se začnejo zgodbe po mojem zanimivo zapletati, razpletati, tako da tudi po samemu gledalcu je ta enigma, jaz se upam trditi, zanimiva.